Dober dan, danes je Svetovni dan poezije in v studiu gostimo Petra Kolška, našega kolega, ki je tudi sam pesnik. Peter, kako gresta skupaj pomlad in poezija? No, jaz mislim, da gresta bolj skupaj jesen in poezija, ne. To spomladi je pa seveda nek stereotip, ki se povezuje z ljubeznijo, z mladostjo, s nekimi popularnimi miti, ne, ki pač res so od pameti veka, ne, ampak če gledamo pa poezijo, ne, tisto vrhunsko poezijo, ne, pa mislim, da pač je ta zapisana v atmosferi, ki je bližja jeseni kot pa pomladi. Se pravi, bolj eni taki malce žalobni, resnobni toni. Razen recimo, če gre za neke izražanje revolucionarnih idej, ne, naprimer, to je tudi, se pogosto veže na pomlad, naprimer Šelijeva Oda zahodnemu vetru, ne, recimo je tak primer, torej poezija, ki napoveduje neko novost v duhovni zgodovini človeštva, recimo, no. Tu je tudi, če ne pomlad pristavi lahko svoj lonček, ne. Drugače pa pomlad in poezija, to je tako kot otroške pesmice. Po tvojem mnenju, je to pač slučajno To ne vem, zakaj je zdaj pač ne vem kateri ud Združenih narodov, ne, sklenil, da se to povezuje s pomladnim dnevom, najbrž ravno zaradi tega stereotipa, ne, ki je očitno univerzalen. Se spomniš iz glave kakšne lepe pomladne pesmi? Ja, prav, kar sem se ukvarjal malo bolj obsežno z Murnom, ne, in pri Murnu jih je cel kup, ne, pesmi, ki so vezane baš na pomlad, ne. No, pa tudi seveda pri drugih slovenskih pesnikih bi jih našel, ne. Kaj pa ti pomeni Svetovni dan poezije? Pač pomeni mi neka dobrodošla simbolno gesto, ne, ki pač opominja na to, da je na svetu tudi nekaj tako zatišenega, kot je poezija, ne, ki seveda nima več tiste vloge, kot jo je imela v 19. ali pa recimo še v prvi polovici 20. stoletja, ne. Bolj nek spomin, ne, na neko veliko obdobje literature, kjer je pač bila poezija, če že ne dominantna, pa vsekakor enakovredna prozi, ne. Zdaj pa je to pač, kot rečeno, spomin, neka gesta posvečenja izbrani literarni besedi, nekih pragmatičnih posledic pa mislim, da nima, no, mogoče tu in tam kakšna prireditev, ne. Prav gotovo se zaradi tega svet ne vrti nič bolj poetično, če imamo danes dan poezije, oziroma se ne bo vrtel. Koliko veljave pa še ima v družbi poezija? Včasih smo bili narod pesnikov, to smo še zmeraj glede na število zbirk izdanih. Seveda zdaj nič novega, težko tle kaj novega povedati. Seveda, da je poezija pač glede na to, da itak je sploh v umetnostih povzela pobudo vizualna sfera, ne, izražanje je seveda tako literatura in znotraj je še posebej poezija pač izgubila tisto vrednost, ki jo je imela, ne. Ampak to seveda ne pomeni, da poezija ni več, ne. Še vedno tudi iz svoje bližnje okolice, ne vem, da so ljudje, ki pač jo berejo, ne, ki pač spremljajo, ki še vedno se obilno prevaja, no sicer zadnja leta manj, ampak to ne zaradi denarja, ne zaradi neinteresa, ne. Prav gotovo pa, da ni poezija več tisto, kar je bila še pred 50 leti, ko je izid neke pesniške zbirke, ne, povzročil, lahko rečeva, nekakšen družbeni nemir in družaben dogodek, ne, med pač poznavalci oziroma itak je bila kulturna sfera bolj kompaktna, ne. To prav gotovo ni več, ne. Danes izhajajo zbirke večinoma v anonimnosti, ne. Tu pa tam, katera prodre luč, ne, pri svet pogleda v luč sveta,
kar je lahko povezano z nagradami ali pa tudi ne. Še zmeraj pa izhaja enormno veliko pesniških zbirk, ne. Večinoma v samozaložbi, kot vemo, ne. Ampak ta številka od 300 do 400, ne, tukaj v mestu Spon je velik, ampak težko je natančno ugotoviti, ker itak vsega niti NUK ne more registrirati, ne. Ta številka vendarle kaže na to, ne, da tukaj obstaja neka pesniška inercija na Slovenskem. Ne glede na to, da ni v nobenem primernem sorazmerju z številom bralcev. Kateri so pa tvoji najljubši pesniki? Ja, moji najljubši pesniki. Kar nekaj jih je, ne, zdaj recimo nadalje sem bral Zagajevskega, ne, ponovno, no, to je odličen pesnik, ne, in premalo cenjen, čeprav pri nas imamo prevode, ne. Se mi zdi, pesnik je absolutno podcenjen pri nas, glede na to, kako so nekateri drugi, recimo forsirani, ne. Seveda pa se ta klasična nomenklatura velikih pesnikov, ne. Tudi govorim, da je tujih, ne. Pri nas pa seveda, no, Murn, ja, Murn, no, seveda Murn. Pustiva, da je to že stari, timo novejši, ne. Novejši, no, Jesih nedvomno, ne, mislim, da še vedno zaseda vrh, ne. Ali pri nas, kot se je včasih reklo, ne. Bogu potolaženo je to, ne, da je vedno več pesnic dobrih, ne. In resnično, ne, je nekaj ženskih imen, ki so prodrle v zadnjem desetletju, ne, takšne gostote te pač včasih ni bilo, ne. Ne glede na to, da se nekatere izzijo, da so premalo cenjene, ampak pesniška praksa pač pove svoje, ne. No, ne bo dovolj. V redu. Lepo praznuj svetovni dan poezije. Ja, bom se, jaz ponavadi vsak dan se kakšno pesem preberem iz takšnega ali drugačnega razloga. No, lepo.